Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Danes bom naredila 10 kilometrov in sicer bom obhodila Novo Gorico. Šla bom pa po Solkanski strani, mimo železniške postaje, potem bom šla proti Panovcu, skozi Panovec in potem vse do Mipa. Tam bom prečkala glavno cesto in se skozi Kromberk in pa Ščedne vračala proti domu nazaj. Danes je 12. marec, imamo 11 stopinj v Novi Gorici in je Gregorjevo. Dan, ko se ženijo ptički in ko se prebuja pomlad. Mi smo zdaj mimo osnovne šole Solkan in tukaj lahko pustite tudi avto, če želite po tej poti iti in narediti 10 kilometrov. Po tej poti pridete pa direkt v Solkan center, pa do fontane, potem še naprej do Solkanskega mostu. Mi smo z glavne ceste zavili desno in gremo zdaj tik ob železniški progi. Tukaj je pa tudi izletniška točka Sabotin. Mi smo zdaj prečkali železniško progo in gremo naprej proti industrijski coni in potem naprej proti železniški postaji v Novi Gorici. Tukaj gradijo pa ene taka prestižna stanovanja in jim bojo tudi rekli soške vile. Tukaj smo videli, kako lepo že češnja cveti, je vsa razcvetena že. Je lepo, ne? Na Gregorjevo. Mi smo zdaj industrijsko cono Solkan zapustili in gremo naprej proti železniški postaji Nova Gorica. Vse to čez ograjo je Italija. Mi smo prišli zdaj že do mejnega prehoda med Slovenijo in Italijo. Vidim pa dol, da imajo neke kontrole, najbrž zaradi covida. Mi gremo pa zdaj po tej poti naprej, kar po travniku. Tudi tukaj rožice že cvetijo. To je iz steklenice plastične in pa zamaški. Je ideja, ne? Kako popestriti in uporabiti odpaden material. In pa lepo je napisano, posladkaj si življenje z izmenjavo in z izdelki iz ponovne rabe. Tako na hitro ene dve ideji, kako lahko uporabite odpaden material. Tle vidimo še anemometer. Je bilo pa včasih na tem travniku zelo veliko telovadnih orodij, sam ne vem, zdaj jih ni več. Saj obisk je kar bil, vedno, kadar sem šla mimo, so telovadili. Tam gor vidimo pa Kostanjevico. Mi smo prišli zdaj na železniško postajo in tle na Trgu Evrope se pa nekaj dogaja. Gremo pogledat. Non aiuti militari. Tako, en tak zbor za mir v svetu, za podporo Ukrajini, za prekinitev vojne, za prekinitev nasilja, agresije. Mi se pa zdaj že približujemo mejnemu prehodu Erjavčeva v Novi Gorici in bomo tukaj tudi zavili levo. Mi zdaj nadaljujemo pot ob potoku Koren, kjer so naredili eno tako luštno sprehajalno pot. To je pa oleander in če se z njemu zbodete v oko, je kar precej nevarno. Še en tak kotiček za kužke. Čez ta mostiček
Pridete pa po tej poti gor do Kostanjevice. Tudi račke se ženijo, ne samo ptički. Tle smo še čebelice videli. Lani je bil kar problem za med dobiti. Govorim o domačem medu, ne tistem trgovinskem. Tle so uredili še tak prostor za počitek, relaksiranje, meditiranje. V glavnem, lepo v miru ste tukaj. Razen, če vas namoti hrup žoge. Tako mi bomo pa zdaj zavili desno čez Koren in bomo šli levo po tej makadam poti. So polni energije, a? Na koncu te makadamske poti pa zavijamo desno in potem spet levo po cesti in pridemo že v Panovce. Tukaj pa poteka glavna cesta in sicer iz Rožne doline v Novo Gorico. Panovec je en tak gozdiček, tik ob Novi Gorici, kjer se lahko rekreirate. Vstop v Panovec je prost, kar pa seveda ne pomeni, da ne upoštevate določena pravila. Se pravi, prepovedano je na primer vožnja z motornimi vozili. So izjeme seveda, kakor izgleda. Če nabirate kakšne sadeže, ne bo to v mejah normale. V glavnem skrbimo za čistočo, pobiramo smeti in tako naprej, vse, kar velja za normalnega človeka. Potem najdete tukaj tudi precej gozdnih poti in se lahko vse posod sprehajate. Te poti so urejene, imate potem trim stezo, razne označene tekaške srčkove poti, potem imate piknik plac, ampak to je čisto na drugi strani. Takole izgleda ta srčna pešpot. Je tudi označena po kilometrih, ena je taka krajša ali pa ta daljša 6-kilometrska. In če tečete, če greste po tej poti, točno veste, koliko pretečete ali pa prehodite. In tako so prepletene te gozdne poti čez cel Panovc. Mi gremo zdaj naravnost. Tle so ponovno oznake. Tukaj je tak mir. Prav sprostitvena točka, prav res in prav diši po smrekah, po tem svežem zraku. Sam ptički se slišijo, kako čivkajo, kako se ženijo. Ja, tle v Panovcu je kar precej sprehajalcev, pa tekačev veliko. Se vidi, da se prebuja pomlad. Tukaj spet vidimo te table oziroma oznake in sicer prehodili smo 1 kilometer. Tudi rdeča, ker se začne na isti točki in prav tako zelena. Zdaj je 1 kilometer od rampe. Tako, jaz imam pa 9800 korakov od Solkana do sem. Gremo naprej. Kadar je precej deževja, je kar problem, ker je potem tudi kakšen del poti pod vodo. Tle je precej novih dreves nasajenih in zaščitenih, kot vidimo, s takimi palcami. Tukaj so pa drevesa zaščitena s tako posebno plastično mrežo. Tako, da naravi moramo tudi nekaj dati, ne samo jemati, in prav bi bilo, da bi vsakdo posadil vsaj 10 dreves v življenju. V Panovcu je pa tudi zelo pomembna gozdna učna pot, kjer najdete rastline z celega sveta. Tle se pa lepo vidi Kromberška cerkev. Mimo te cerkve bomo tudi potem šli. Zbiralnik vode je to. Mi smo zdaj mestni gozdiček Panovec zapustili. Tle bomo šli levo, potem pa skozi naravnost do Solkana. Ja, ljudje se res ogromno rekreirajo, tako da je prav užitek videti, kako so aktivni. Ura je pa 15 do 5.
Čudovit dan je. Jaz bi kar podpisala, da bi bilo tako glih prav toplo, nič prevroče, lepo sonček, da te greje, tam po Panovcu božanski mir, kaj češ lepšega. Ja, kar krasno je bilo. Tako mi bomo zavili tle levo, če ne gor naprej se gre pa po tisti asfaltni poti, ko se pride do Kekca. Tako, tam vidimo pa Kekec, ko gremo dosti krat gor. Pa zdaj se spustimo še do Solkanske obvoznice, do semaforja in potem čez Čedne domov. Mi smo zdaj naokrog. Ratalo je 17.000 korakov, kar pomeni malo več kot 10 kilometrov. Pridni, a ne? To bi bilo za danes vse. Upam, da ste dobili kako dobro idejo za sprehod okoli Nove Gorice. Pejte tudi vi na sprehod. Bodite fajn. Hvala za pozornost in se vidimo. Čau, čau.